premagal smrt, ni enostavna zadeva. Človek včasih potrebuje dolgo pot. Tega učenca sta hodila kakšne 3 ure. Če bi meni tako hitro kakšna stvar uspela v življenju, je bilo to krasno. Ampak, glejte, tale zaključek je pomenljiv. Proti večeru gre, dan se je nagnil. Tale proti večeru jaz včasih pomislim, kaj če ni to starost življenja, ko se dan življenje nagiba, da se počasi morda izteka, se ne vem točno, kdaj se bo. In takrat je bilo povabilo, tukaj ostani. Nekaj še nismo rešili do konca. Včasih človek pride, veste, zvečer je tema. In človek, kadar ne ve, je podobno, kot da je v neki temi. Ali ne rečemo, ko se mi je posvetilo, pa se nič ne posveti luč. Ampak kdaj se človek posveti? Takrat, ko dobi pravo misel, ko ve, kaj narediti. Kako pomembno je to pri gasilcih, ko je treba, kakor ti čas priročnik brat, na kateri strani to piše. V trenutku, ko je treba pomagati, da naredite primerno dejanje, ki je lahko zelo pomembno za posledice. In ta človeka sta v tistem trenutku povabila, Gospod tukaj ostane. In je ostal, ni šel naprej. In v tistem trenutku, ko je razlomil kruh, to je pa najmočnejše znamenje za sveto mašo, za sveto Euharistijo. V tistem trenutku sta pa prepoznala tisto, kar sta upala. A ste slišali v Evangeliju, kako otožno sta potarnala? Mi smo upali. Sam kaj so upali? Mi smo upali, da bo Jezus rešil naš narod. V naši državi imamo tudi upanje, v našem kraju, v naših družinah, v gasilskih društvih imamo upanje. Pa smo včasih razočarani. Lahko nad samim seboj, pa kaj sem naredil. Nad drugim človekom, pa kakšen. Lahko smo razočarani nad življenjem v našem družbenem okolju. Da smo rekli, da bo drugače. 25-26 let države smo upali malo drugače. Ampak to so človeška upanja. Eno stvar te 2 človeka nista upala. Zopet tisto, kar nista vedela. Da je življenje močnejše od smrti. Poglejte, ko človek to spozna, to upanje, da je na koncu življenja. Veste, takrat pa res ni nobena naloga pretežka, nobena intervencija pretežka, nobena pomoč. Zato, ker na koncu vidimo, se je življenje tisto, za kar smo poklicani. Zato pomagam, zato sem ob človeku. In to upanje je Jezus odprl pri lomljenju kruha. Ni bil več viden, tako kot se mi vidimo z očmi, ker sploh ni bilo potrebno. Ampak ta 2 človeka sta močno, trdno za vse življenje začutila. Jezus je z menoj, čeprav ga ne vidim, je na moji življenjski poti, ki ni tavanje, ampak romanje. In zaključek moje življenjske poti ni v grobu, ampak pri Bogu v življenju. To je bistvo, kar lahko človek dojame na tem svetu, s čimer lahko živi. In v teh stvarih pa lahko vidimo, kako lepa stvar je medsebojno življenje v poslanstvu gasilca, v tistih, ki čutimo to pomembno poslanstvo vaših sorodnikov. In vsi smo poklicani, da bi imeli pogled proti Jeruzalemu. Ne v tisti kraj, kjer je tudi na zemlji navzoč, ampak Jeruzalem je mesto, kjer sem z Bogom povezan. Čeprav vedno ne čutimo to, naj bo naš razum, da je Bog vedno z nami in je naša pamet vedno en korak pred mojim čutenjem. Človek vsega ne začuti. Tudi sam mislim, kadar je potrebno nekaj narediti,
v vrsta gasilcev ni vedno tisto čutenje, to pa hočem, ampak zavest, to je potrebno, to je prav. In tako človek naredi. Zato, ker ve, da je prav, ker to prinaša življenje meni in drugem. In začetek in zaključek vsega bivanja je v Bogu. Ne pozabimo na to sporočilo velike noči, da smo tudi mi učenci, ki se vsako nedeljo, vsakič srečamo z Jezusom pri lomljenju kruha, ker nam daje življenje, da bi lahko vstopili v teden, ki je pred nami. Naj Bog blagoslavlja vaše delo med gasilci, vas varuje predvsem hudim, da bi živeli v miru, blagostanju, kot sem na začetku svete maše tudi povedal.